starih časih celine, kot jih poznamo danes, še niso bile ločene. Severna Amerika, Južna Amerika, Afrika, Azija, Evropa, Avstralija in Antarktika so bile nekoč povezane eno ogromno kopno imenovano Pangeja. In pravzaprav se to ni zgodilo samo enkrat. Kaj s tem mislim? Po mnenju znanstvenikov in geologov so se celine skozi milijarde let večkrat združevale in razdruževale. Poimenujejo cikel supercelin. Zelo dolg proces, v katerem se kopno na Zemlji postopoma združuje, nato pa se ponovno razdruži. In razlog za to je prav pod našimi nogami. Površje Zemlje ni ena sama trdna celota. Razdeljena je na ogromne dele, ki jih imenujemo tektonske plošče. So kot velikanski koščki sestavljanke, ki se počasi premikajo po vročem in skoraj staljenem delu planeta. Premikajo se zelo počasi. Včasih se premikajo tako počasi, kot v enem letu zrastejo človeški nohti. A kljub počasnosti imajo ti premiki izjemno močan vpliv skozi milijone let. Ko se te plošče zaletijo druga v drugo, lahko nastanejo gore, se pojavi nova Zemlja in začnejo močni potresi ter izbruhi vulkanov. A vendar je bila Zemlja v svoji mladosti veliko bolj kaotična in vroča kot danes. Po raziskavah geologov je bila površina sveta takrat skoraj v celoti prekrita z oceani. Trdne kopne je bilo zelo malo, prvi deli Zemljine skorje pa so bili tanki, vroči in so se zlahka pogreznili nazaj pod površje sveta. Trdne kopne je bilo še zelo malo, prvi deli Zemljine skorje pa so bili tanki, vroči in so se zlahka pogreznili nazaj pod površje planeta. Ko so se takrat deli oceanske skorje zaleteli drug od drugega, je bil en del potisnjen navzdol pod površje Zemlje. In ko se je ta del pogrezal, se je kamenje talilo in spreminjalo v magmo. Nato se je magma ponovno dvignila na površje. Tukaj so se začeli oblikovati prvi vulkani in majhni otoki v starodavnem svetu. Nekaj podobnega se dogaja tudi danes na nekaterih verigah vulkanskih otokov, kot so Alejutski otoki na Aljaski in na drugih območjih tihooceanskega ognjenega obroča. V zelo dolgem obdobju so se ti majhni koščki Zemlje postopoma združevali. Medtem ko se tektonske plošče še naprej premikajo, so nekateri deli skorje postali debelejši, močnejši in bolj sposobni preživeti v izjemni vročini pod Zemljo. In to je postalo temelj prvih pravih kontinentov. To se ni zgodilo v nekaj letih ali stoletjih. Trajalo je milijarde let. In ko so se ta starodavna kopna območja večala, se je začela spreminjati tudi Zemljina klima, tokovi oceanov in celo življenje na planetu. Po mnenju znanstvenikov ima superkontinent velik vpliv na ves svet. Toda zakaj? Ko so skoraj vsa kopla skupaj, se spremeni gibanje zraka in vode v oceanih. Spremeni se tudi temperatura planeta. Nekateri kraji postanejo zelo vroči in suhi, ker so zelo oddaljeni od morja. Medtem pa druga območja doživljajo močne nevihte in obilno deževje. In ko se celine ponovno razdvajajo, nastajajo nova morja, novi oceani in novi habitati za različne vrste življenja. Zato današnja podoba sveta ni stalna. Celin se še vedno premikajo vse do danes. Ampak počakajte malo, naj za trenutek prekinem. Preden nadaljujemo z razpravo, bi vas prosil za en všeček in naročnino. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Hvala lepa. Torej vrnimo se nazaj. Če pogledamo današnji zemljevid sveta, se zdi, kot da so celine trajno na svojih mestih. Ampak v resnici se samo zelo počasi premikajo. In pod temi državami so deli Zemlje, ki se skoraj ne spreminjajo, tudi če minejo milijarde let. Znanstveniki temu pravijo kratoni. Kratoni so najstarejši in najmočnejši deli celine. So kot temelj sodobnih držav in celin danes, medtem ko se številni deli Zemlje večkrat talijo, lomijo ali potonejo pod površje planeta, kratoni ostajajo nedotaknjeni. Po mnenju geologov je mogoče, da so se nekateri izmed njih oblikovali pred več kot 4 milijardami let. To pomeni, da so starejši od večine gora in oceanov, ki jih danes vidimo. Razlog, zakaj so kratoni tako trdni, je ta, da imajo zelo globoke korenine pod zemljo. So debelejši od običajne skorje planeta. Njihova sestava je tudi lažja, zato se ne potopijo zlahka v vroči plašč pod zemeljskim površjem. So kot velik kos trde kamnine, ki plava na vrhu toplejšega in mehkejšega dela Zemlje. Zaradi tega, čeprav se tektonske plošče premikajo skozi zelo dolgo obdobje, kratoni še vedno lahko preživijo. Eden najbolj znanih starodavnih kratonov danes se nahaja v Kanadi. Imenuje se Slave kraton.
Poleg tega, da je bogat z diamanti, minerali in dragocenimi kovinami, je pomemben tudi zato, ker so tukaj našli nekatere najstarejše kamnine na Zemlji. Sem spada tudi Akastagnis, za katerega so raziskave pokazale, da je star skoraj 4 milijarde let. To pomeni, da je mogoče, da je bil del prvih stabilnih kopenskih mas, ki so nastale na planetu. Na drugi strani sveta, v zahodnji Avstraliji, se nahaja Pilbara Kreton. Tudi to je eden najstarejših delov planeta. Še bolj presenetljivo pa je, da so na tem območju našli tudi sledi starodavnega življenja. Po mnenju znanstvenikov so tam fosilizirane mikrobne strukture, ki bi lahko bile med najzgodnejšimi dokazi o življenju na planetu. In takšne starodavne kamnine niso našli le v Avstraliji. V Južni Afriki je še eno zelo staro območje, imenovano Kapvalski kraton. Tudi tukaj so našli kamnine in biološke sledi, ki so skoraj tako stare kot tiste v Pilbari. A še bolj nenavadno je to, kar so opazili geologi. Čeprav sta Avstralija in Južna Afrika danes zelo daleč narazen, imata skoraj enake kamninske formacije, mineralne usedline in gorske strukture, kot da bi bila nekoč skupaj. Zaradi tega nekateri znanstveniki verjamejo, da sta bili ti dve območji nekoč del zelo zgodnje superceline. Poimenovali so jo Valvara. Po nekaterih geoloških rekonstrukcijah je možno, da se je oblikovala pred več kot 3 milijardami in pol let. To je bilo veliko starejše od Pangeje. Takrat je bil Zemlja povsem drugačen. Ni bilo rastlin, ni bilo živali, ni bilo gozdov ali trave. Takratni svet je bil verjetno poln vulkanov, gostega dima, izjemne vročine in skalnatega okolja. In medtem, ko se je to dogajalo na površju planeta, je možno, da se je v starodavnih oceanih šele začenjalo oblikovati prvo preprosto življenje. Leta 1976 so znanstveniki prvič opazili podobnosti med nekaterimi gorskimi verigami in kamninami v Južni Afriki ter Avstraliji. Sprva so mislili, da so si te stvari podobne, ker so približno enako stare. Toda z nadaljnjim raziskovanjem se je pojavila druga razlaga. Leta 1996 je geolog Eric Chaney predlagal, da sta bila Kap Bal in Pilbara Kraton morda nekoč povezana. In od tod se je rodila ideja o Valvari. Znanstveniki še danes preučujejo, ali je to res bil prvi superkontinent na Zemlji. Obstajajo tudi druge teorije, ki pravijo, da so bile predtem še starejše kontinentalne formacije. Ker so ti dogodki zelo stari, je težko najti popolne dokaze. In ti starodavni kraton so ostanki najzgodnejših poglavij našega planeta. Pravzaprav, po mnenju geologov, obstajajo starodavne dežele, ki so že dolgo izginile in jih je skoraj nemogoče prepoznati na sodobnem zemljevidu sveta. Ena izmed najbolj kontroverznih idej o tem je tako imenovani Ur. To ni Ur iz filma ali legende. To je hipotetična protokontinenta, ki jo je leta 1993 predlagal geolog John Rogers. Po njegovi teoriji je nekoč obstajala zelo starodavna kopenska masa, sestavljena iz različnih starodavnih kratonov iz Afrike, Avstralije, Indije, Antarktike in drugih delov sveta. Sem naj bi spadali nekateri deli zahodne Avstralije, Južne Afrike, Indije in celo Madagaskarja. Vendar obstaja ena velika težava. Niso vsi znanstveniki enotni glede videza tega starodavnega sveta. Nekateri raziskovalci namreč verjamejo, da sta bila nekoč nekatera območja Južne Afrike in Avstralije povezana v superkontinent imenovan Valbara, vendar pa sta bila po rekonstrukciji Rogersa za Ur ti dve območji daleč narazen in na različnih delih starodavne celine. To pomeni, da ne moreta biti oba modela hkrati pravilna. Znanstveniki o tem še vedno razpravljajo. In ker so ti dogodki zelo stari, je res težko najti popolne dokaze. Veliko starodavnih kamnin Zemlje je bilo že zdavnaj izbrisanih, staljenih ali potopljenih pod površje planeta zaradi tektonske aktivnosti. Čeprav še vedno ni povsem jasno, kakšen je bil natančen videz prvih kontinentov, so nekatere stvari v raziskavah jasne. V tistem času je bilo na površju Zemlje skorajda nič življenja. Svet je bil takrat izjemno vroč, poln vulkanov, z gosto plastjo dima v atmosferi in večino kopnega so sestavljale kamnine in sušno okolje. Možno je tudi, da so se nekatera od teh starodavnih kopnih območij nahajala blizu ekvatorja, saj je bila tektonska dejavnost planeta takrat veliko bolj aktivna. Sčasoma se je Zemlja začela spreminjati, skorja planeta se je postopoma ohlajala. Zaradi tega je postalo mogoče oblikovanje večjih kontinentov kot prej. Po mnenju geologov so se pred približno 3 milijardami let začeli združevati različni kraton iz različnih delov sveta. Sem so spadali tudi nekateri starodavni deli Severne Amerike. Eden najpomembnejših dodatkov takrat je bil Slave kraton iz Kanade.
Potem so se postopoma pridružili tudi drugi starodavni deli Evrope in Severne Amerike. Ko so se ti kratoni zaletavali drug v drugega, so nastale velike gore, prelomi in vulkanske regije. To je bilo kot velikansko trčenje počasnih, a izjemno močnih kosov zemlje. In iz teh zaporednih trčenj je nastalo eno najpomembnejših. Prvo pravo superkontinent Zemlje. Znanstveniki so ga poimenovali Kenorland. Po nekaterih geoloških rekonstrukcijah naj bi ta superkontinent zavzemal ogromen del razpoložljive kopne na Zemlji v tistem času. Bil je celo večji od večine sodobnih kontinentov danes. Vključeval naj bi starodavne dele Severne Amerike, Grenlandije, Skandinavije in nekatere dele Azije. Zaradi številnih trkov med kratonami so bili na tej supercelini zelo aktivni vulkani in nastajanje gora. In medtem ko se je to dogajalo, je na Zemlji potekala še ena pomembna sprememba. V oceanih se je začelo pojavljati več preprostih oblik življenja. To še niso bile ribe ali živali. Večina teh so bili mikroskopski organizmi in bakterije, ki so živele v plitvi vodi. Toda, čeprav je takrat obstajalo le preprosto življenje, so jih spremembe na planetu takoj prizadele. Zaradi velikosti Kenorlanda so se spremenili tokovi zraka in oceanov na Zemlji. Nekateri deli morja so postali hladnejši, druge pa so območja postala težje naseljiva za preproste organizme. In po zelo dolgem času se je Kenorland začel lomiti. Po mnenju znanstvenikov so postala tektonska gibanja Zemlje bolj aktivna, medtem ko se je notranjost planeta še naprej spreminjala. Superkontinent je postopoma začel razpokati z velikimi razpokami. Ko so se njegovi deli začeli ločevati, so se začela oblikovati nova morja. In tukaj se je začela ena največjih sprememb v zgodovini Zemlje. Ko so se nova morja širila in so se padavine stopnjevale, so se tudi kamnine na kopnem hitreje razgrajevale in erodirale. Zaradi tega se je količina ogljikovega dioksida v ozračju zmanjšala. In to je bil v pradavnini velik problem. Po raziskavah je bila sončna toplota takrat šibkejša kot danes. Zato se je, ko so toplogredni plini v ozračju upadli, celoten planet hitro ohladil. Dokler ni nastopila huda ledena doba. Po nekaterih teorijah in geoloških dokazih so bili oceani skoraj povsem zamrznjeni, celo blizu ekvatorja, pred približno 2 milijardama in 400 milijoni let. Nekateri znanstveniki to imenujejo snežena Zemlja. To je bilo obdobje, ko je bil velik del planeta skoraj povsem prekrit z ledom. Toda to ni vplivalo le na podnebje. Medtem ko se je svet zamrzoval, se je začela spreminjati tudi Zemljina atmosfera. Kisika v zraku je bilo vse več, saj ga oceani niso več tako hitro absorbirali, kot so ga proizvajali starodavni mikroorganizmi. In čeprav je danes kisik ključen za življenje, je bil v tistem času nevaren za večino starodavnih organizmov. Veliko jih ni moglo preživeti v okolju z visoko vsebnostjo kisika, zato je velik del starodavnega mikrobnega življenja izginil. Vendar pa so se nekateri organizmi prilagodili. In po mnenju znanstvenikov so ti preživeli organizmi postali temelj za bolj zapleteno življenje na Zemlji. Iz preprostih celic se je postopoma začel zelo dolg proces, ki je kasneje privedel do pojava rastlin, živali, dinozavrov in na koncu tudi človeka. Potem, ko se je starodavna supercelina Kenorland razbila, Zemlja ni takoj postala mirna. Več 100 milijonov let so se kosi celine še naprej premikali po vsem planetu. Kot orjaški kosi kamna, ki jih izjemno počasi nosi po površju Zemlje. In ko so ti starodavni kratoni potovali, so se ponovno začeli združevati na različne načine. Po mnenju geologov so bili deli teh starodavnih kratonov nekoč ločeni, nekateri so se ponovno združili na različne načine, medtem ko so bili drugi dokončno odneseni stran. Medtem ko se je to dogajalo, je v Evropi in Aziji prišlo še do ene pomembne spremembe. Postopoma se je začela oblikovati najzgodnejša različica Evrope. Znanstveniki to imenujejo Baltika. Še ni bila takšna kot današnja Evropa. To je bil le starodavni kos kopnega, sestavljen iz starih kratonov iz severnega dela Zemlje. Hkrati so tudi drugi kontinentalni fragmenti potovali proti hladnejšim delom planeta. Tam so srečali še druge starodavne kopne iz Sibirije, Grenlandije in Evrope. In ko so se ti združili, je nastal hladen in zelo star protokontinent imenovan Arktika. Da, skoraj enako kot ime Arktika, ker po nekaterih rekonstrukcijah naj bi bila Arktika nekoč na višjih geografskih širinah oziroma v hladnejšem delu Zemlje. Toda trk kontinentov se tam ni končal. Medtem ko so se tektonske plošče še naprej premikale, so se začeli stikati Arktika, Baltika in nekateri deli starodavne Severne Amerike. Iz tega se je oblikovala večja skupina celin imenovana Nena.
To ime pomeni kombinacijo Severne Evrope in Severne Amerike. Takrat naj bi bili vključeni tudi nekateri deli sodobnih držav: Finska, Švedska, Rusija, Kanada, Grenlandija in Združene države Amerike. Ko so se ta starodavna ozemlja ponovno zaletavala med seboj, so se znova oblikovala velika gorovja in vulkanske regije. Toda čeprav je bil Nena že zelo velik, to še vedno ni bil naslednji pravi superkontinent. Na drugi strani Zemlje pa se je začela združevati še ena velika skupina kratonov. To je bila Atlantika. Po mnenju geologov se je tukaj začelo oblikovati najstarejše jedro Južne Amerike in nekateri deli Afrike. Sem spadajo tudi starodavni kratoni, ki bodo postali temelj Brazilije, Konga in Zahodne Afrike v sodobnem času. Medtem ko se Atlantika tiho oblikuje na južni polobli, se Nena še naprej širi na severnem delu planeta. In po zelo dolgem obdobju premikanja tektonskih plošč je prišlo do še enega velikega trka. Atlantika, Nena in drugi kontinentalni fragmenti iz Avstralije, Indije, Antarktike ter Kitajske so se postopoma začeli združevati. Iz tega se je oblikoval eden največjih superkontinentov v starodavni Zemlji. Znanstveniki so ga poimenovali Kolumbija. V nekaterih geoloških študijah ga včasih imenujejo tudi Nuna. Po raziskavah se je oblikoval pred približno 1 milijardo in 800 milijoni let. V tistem času je bila večina glavnih delov sodobnih kontinentov že del tega ogromnega superkontinenta. Sem so spadale starodavna Severna Amerika, Evropa, Južna Amerika, Sibirija, Južna Amerika, Afrika in drugi kontinentalni bloki. In zaradi velikosti Kolumbije je bil tudi njen vpliv na Zemljo izjemno velik. Na robu superkontinenta so bile aktivne velike subdukcijske cone. Ko se je oceanska skorja pogrezala pod celino, se je magma dvigovala iz globin Zemlje. Zaradi tega je nastalo veliko nove zemlje in gorskih verig. Nekateri najpomembnejši deli sodobnih kontinentov so se postopoma povečali in postali bolj stabilni. Na primer, po mnenju geologov se je tukaj bolj oblikovala Laurencija, starodavno jedro Severne Amerike. Hkrati so se tudi jasneje izoblikovale starodavne celine, kot so Baltika, Sibirija, Amazonija in Kongo-Kalahari. Toda tako kot prejšnji superkontinenti, tudi Kolumbija ni bila trajna. Sčasoma so se v njej začele ponovno pojavljati velike razpoke. Tektonske sile so počasi vlekle ločene dele superkontinenta narazen. In pred približno 1,5 milijardo let se je začel lomiti. Ko so se celinski drobci ločevali, se je okoli njih oblikoval ogromen starodavni ocean. Znanstveniki ga imenujejo ocean mirovja. In tukaj se je začela nova faza cikla supercelin. Tokrat se celinski drobci niso takoj vrnili na svoje prejšnje mesto. Namesto tega so potovali v različne smeri več 100 milijonov let. Kot nočeni korčki sestavljanke, ki jih ponovno nosi naokoli. Toda čeprav so daleč narazen, zgodba še ni končana. Eti na koncu se bodo spet združili, da bi oblikovali še en ogromen superkontinent. In naslednja postaja v zgodovini Zemlje je bil starodavni svet imenovan Rodinja. Če obstaja en superkontinent, ki je res pomemben v zgodovini Zemlje, je to prav gotovo Rodinja. Ker je po mnenju znanstvenikov to ena najjasnejših starodavnih prototipov sveta, ki bo kasneje pripeljal do nastanka Pangaje. Pravzaprav so nekateri geologi, še preden so uradno uporabili ime Rodinja, to v 70. letih prejšnjega stoletja, najprej imenovali Pangaja E. Ker so opazili, da je očitno moralo najprej obstajati starejša supercelina, preden so nastale celine, ki jih poznamo danes. Kar zadeva velikost, je bila Rodinja ena največjih supercelin v zgodovini Zemlje. Po geoloških rekonstrukcijah je bila ta celina oblikovana pred več kot 1 milijardom let. V njenem središču je bila takrat Laurencija, starodavna osnova Severne Amerike. Okoli nje so bile razporejene dele Avstralije, Antarktike, Južne Amerike, Evrope, Afrike in Azije. To pomeni, da je večina današnjih glavnih kontinentov nekoč bila del ene same ogromne kopne mase. In ko so se ti kontinentalni bloki zaletavali drug v drugega, so nastale nekatere največje gorske verige na starodavni Zemlji. Po mnenju geologov so nekateri starodavni sklopi, ki so preživeli ta trčenja, še vedno vidni danes v Severni Ameriki in Evropi.
Obstajajo kamnine in gorske formacije, ki služijo kot dokaz, kako močna so bila takratna tektonska trčenja. Vendar je Rodinija drugačna v primerjavi z bolj zgodnjimi superkontinenti. Pri prvih superkontinentih so bili na Zemlji skoraj sami vulkani, kamnine in preprosti mikroorganizmi. Toda pa v što Rodinije je življenje začelo postajati bolj zapleteno. Alge in glive so se začele postopoma širiti. Na plitvih in vlažnih delih kopnega to še ni bilo podobno sodobnemu gozdu. Na kopnem še ni bilo dreves in živali, toda to je bil velik korak za življenje na Zemlji. To pomeni, da se je, medtem ko so se celine premikale in trkale druga ob drugo, ekosistem planeta postopoma spreminjal. Toda tako kot drugi superkontinenti, tudi Rodinija ni bila trajna. Po mnenju znanstvenikov je bilo to pred približno 850 milijoni let. Začela se je lomiti od spodaj. Možno je, da je prišlo do ogromnega dviga vročega materiala iz plašča iz globin Zemlje. Geologi to imenujejo superplum, to je kot velikansko dviganje izjemno vroče kamnine iz notranjosti planeta. In ko se je to dvigovalo navzgor, je superkontinent postopoma začel razpokati. Nato so se kontinentalni fragmenti ponovno začeli razdvajati. Ko so se premikali v različne smeri, so se na Zemlji okrepile tudi vulkanske aktivnosti in potresi. Nekateri deli Avstralije in Afrike so se popolnoma ločili. Drugi kontinentalni bloki so odplavali proti toplejšim ali hladnejšim delom planeta. Zaradi tega se je podnebje Zemlje znova in znova spreminjalo. Ko so nastajali novi oceani med razdvojenimi celinami, je na planet začelo padati več dežja. Postopoma so se toplogredni plini v ozračju zmanjšali in tako kot se je zgodilo prej v Kenorlandu, se je Zemlja ponovno močno ohladila. Po raziskavah je pred približno 700 milijoni let planet verjetno ponovno doživel močno obdobje snežene Zemlje. To je bilo obdobje, ko je bil velik del Zemlje prekrit z ledom. Nekateri znanstveniki celo verjamejo, da je led segel skoraj do ekvatorja. Toda za razliko od prve ledene dobe, ta ni trajala tako dolgo. Medtem ko se je svet ohlajal in zmrzoval, so vulkani še naprej izbruhali. In zaradi vulkanskih plinov se je v ozračju znova povečala količina toplogrednih plinov. Zemlja se je počasi začela ponovno segrevati. In ko se je led topil, se je na planetu znova zgodila ena izmed največjih sprememb v življenju. Po mnenju znanstvenikov so se v tem obdobju začele pojavljati bolj zapletene večcelične oblike življenja. To pomeni, da takrat niso več živele samo preproste enocelične organizme. Postopoma so se začeli pojavljati organizmi, sestavljeni iz več celic. In to bo postalo temelj za bolj zapleteno življenje na Zemlji. Sčasoma nekateri znanstveniki verjamejo, da so se nekateri kontinentalni fragmenti ponovno združili in oblikovali še eno supercelino, imenovano Panotija. Vendar se do danes s tem ne strinjajo vsi geologi. Nekateri namreč verjamejo, da fragmenti po razpadu Rodinije niso nikoli zares stvorili trdne superceline. Namesto tega naj bi se razdelili in odšli v različne smeri. Medtem ko so se nekateri deli Severne Amerike, Sibirije in Evrope pomikali proti severu, so se Afrika, Južna Amerika ter Indija, Avstralija in Antarktika pomikali proti južni polobli. In tam so se počasi združili, da bi oblikovali eno najpomembnejših starodavnih celin v zgodovini Zemlje. Znanstveniki so to poimenovali Gondwana. In v naslednjih milijonih let bo Gondwana igrala izjemno pomembno vlogo pri oblikovanju sodobnega sveta, kot ga poznamo danes. Medtem ko so se deli Rodinije dokončno razdvajali, se je na južni polobli počasi oblikovala ena ogromna celina. To je bila Gondwana. Po mnenju geologov se je začela oblikovati pred približno 800 milijoni let iz južnih delov Rodinije. Vključevala je starodavne dele Afrike, Južne Amerike, Indije, Avstralije, Antarktike in drugih celinskih blokov. In medtem ko se je oblikovala Gondwana, se je zgodil še en zelo pomemben dogodek v zgodovini življenja na Zemlji. To je bila kambrijska eksplozija. V tem obdobju so se živa bitja hitro množila in postajala bolj zapletena. Razvile so se različne vrste življenja v oceanih. Po mnenju znanstvenikov so se tukaj začeli pojavljati številni organizmi s trdimi školjkami, preprostimi očmi in drugimi obrambnimi prilagoditvami za preživetje. Kot da bi se evolucija življenja na planetu nenadoma pospešila. Skozi milijone let je Gondwana postajala vse bolj polna življenja. Postopoma so se pojavile rastline. Sledili so insekti.
Nato so se začele ribe in prvi dvoživke širiti v različne dele starodavnega sveta. In ker je bila Gondvana tako obsežna, je postala dom številnim ekosistemom. Čeprav tega tehnično gledano po nekaterih definicijah geologov ne moremo šteti za superkontinent, je bil še vedno ena največjih kopenskih mas v zgodovini Zemlje. Pravijo, da je bil celo večji od nekaterih starejših superkontinentov. Toda ko se je Gondvana večala na južni polobli, je na severnem delu planeta prišlo do velike spremembe. Severna Amerika, Evropa, Sibirija in drugi severni kontinentalni drobci so se počasi začeli združevati. Najprej se je oblikovala starodavna kontinentalna skupina, imenovana Euroamerika. V nekaterih študijah jo imenujejo tudi Laurozija. Tukaj so se začele širiti starodavne gozdove na Zemlji. Ti še niso bili podobni sodobnim deževnim gozdovom, a vendar se je število preprostih dreves in rastlin na kopnem postopoma povečevalo. Pred približno 400 milijoni leti se je ta celinska skupina še povečala, ko se je pridružil Sibili. Iz tega se je nato oblikovala Laurasija. To bo postala severna polovica naslednjega najpomembnejšega superkontinenta na Zemlji. Medtem pa Gondvana tvori južno polovico. In medtem ko se tektonske plošče še naprej premikajo, se ti dve orjaški kopni masi postopoma približujeta ena drugi. Med njima je bil takrat starodavni ocean, ki se je postopoma zapiral, ko so se celinske plošče zaletavale druga v drugo. In po zelo dolgem obdobju približevanja sta se Laurasija in Gondvana končno zaleteli, pred približno 330 milijoni let. In tukaj je nastal najbolj znan superkontinent v zgodovini Zemlje, Pangea. Skoraj vse sodobne celine so bile nekoč del te ogromne kopenske mase. Če danes pogledaš na zemljevid, boš opazil, da se Južna Amerika in Afrika popolnoma prilegata skupaj. In to je eden največjih dokazov, da so bile celine nekoč povezane skupaj. Ampak čeprav je bilo premikanje celin ogromno, to ne pomeni, da so bile življenjske razmere takrat popolne. Pravzaprav po mnenju znanstvenikov je bilo veliko delov superceline zelo suhih in težko poseljivih. Ker je bila kopenska površina tako obsežna, je bilo veliko krajev zelo oddaljenih od morja, z malo padavinami, vročimi dnevi in hladnimi nočmi. Obstajale so tudi velike gorske verige, ki so preprečevale dotok vetra in dežja, zato so se nekatera območja še bolj sušila. Medtem ko so se te spremembe dogajale na kopnem, so imele velik vpliv tudi na oceane. Zaradi oblike Pange so se spremenili oceanski tokovi. Nekateri deli morja so postali preveč vroči za številne morske organizme. In po mnenju znanstvenikov je to eden izmed možnih razlogov, zakaj se je zgodilo eno največjih množičnih izumrtij v zgodovini Zemlje. To danes imenujemo permsko izumrtje. V tem dogodku je izginil velik del življenja na planetu. Veliko gozdov se je posušilo in zgorelo. Številne morske vrste so popolnoma izginile in veliko starodavnih živali ni preživelo. Toda po tej ogromni katastrofi je nekaj linij plazilcev preživelo in iz teh preživelih organizmov so se postopoma pojavili dinozauri. Toda preden so dinozauri popolnoma zavladali Zemlji, se je začela razpadati tudi Pangea. To je bilo pred približno 200 milijoni let. Postopoma so se začele pojavljati razpoke med Laurazijo in Gondvano in od tu se je začel oblikovati Atlantski ocean. Potem sta se Afrika in Južna Amerika popolnoma ločili. Medtem ko se je to dogajalo, se je Indija premikala proti severu in kasneje se je zaletela v Azijo. Potrčenje je oblikovalo Himalajo, eno najvišjih gorskih verig na svetu danes. Medtem sta se Avstralija in Antarktika prav tako postopoma ločevali, medtem ko se je Indijski ocean še naprej širil. In skozi milijone let se je postopoma oblikovalo 7 celin, ki jih danes poznamo. Vendar pa po mnenju znanstvenikov se tukaj zgodba Zemlje še ne konča, saj se tektonske plošče še vedno premikajo.